Dober dan, lepo pozdravljeni na Slovenski matici, na 5. tiskovni konferenci Slovenske matice, novinarski konferenci to leto, kar govori in pričuje seveda o tem, da sva obe urednici, kar aktivni tudi ne samo na področju prireditvenega programa, ampak seveda tudi to, kar je poslanstvo matice, priprave knjižnega programa. Danes bomo predstavili knjige, ki smo jih seveda pripravljali v zadnjem obdobju in so išle večinoma zdaj do septembra. Med njimi pa seveda knjige so nekatere, ki smo jih že predstavljali. Seveda smo posebej počaščeni, da so danes tukaj z nami večinoma avtorice in tudi prevajalec. Rekla sem ob tem naboru urednic in avtoric, da bo morda kdo začel pričevati tudi o tem, da se matica nevarno feminizira, pa vendarle nič ni na tem, vsekakor pa dajemo prostor in odpiramo prostor tisti besedi, ki nagovarja danes človeka prav tako močno, kot je nagovarjala nekoč z zavezo etiki, odgovornosti, vprašanjem o resnici, preteklosti in sedanjosti. In danes so z nami tukaj Veronika Barbar, avtorica knjige, Dejan Bravničar, violinist, potem Nataša Konc-Lorenzuti, avtorica romana Senca brez človeka, ki ga je podnaslovila tudi kot film v prozi, več bomo izvedeli kasneje, zakaj tudi ta odločitev. Potem je prevajalec Marjan Poljanec, ki je prevedel, debata o tem seveda še traja, ali je to roman ali ne, gre za avtobiografijo. Kristin Arnoti, Imam 15 let in nočem umreti. In nazadnje, nikakor seveda nazadnje, urednica Slovenske matice, še pred kratkim, ki pa je rekla, da bo morebiti zamudila, zato smo jo dali tukaj na konec. Vsekakor pa zelo ponosni, da je v zbirki Mozaiki izšla pesniška zbirka Miljane Cunta. Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo. Avtorice seveda bom nekoliko jo podrobneje predstavila v nadaljevanju, ni pa je treba prav posebej predstavljati naše vitezine poezije, tudi slavnostne govornice na bližajočem se Frankfurtskem knjižnem sejmu. Zdaj pa predajam besedo urednici večine danes predstavljenih knjig, Zariki Snoj Vrbovšek, pomočnici, tajnice, urednice Slovenske matice. Hvala lepa za besedo, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot je že Ignacija povedala, bomo najprej predstavili delo Veronike Barbar, to je tudi kronološko prvo, izmed teh, ki jih danes predstavljamo. Najprej bi povedala nekaj besed o avtorici. Muzikologinja Veronika Barbar v slovenskem glasbenem prostoru deluje že več desetletij. Bila je dolgoletna urednica za resno glasbo na Radiu Slovenija, vodja programske službe na festivalu Ljubljana, zdaj pa je predsednica in umetniška vodja Glasbene matice Ljubljana. Kot glasbena publicistka in scenaristka sodeluje z osrednjimi kulturnimi ustanovami v Sloveniji in je pač, kot rečeno, avtorica portreta violinista Dejana Bravničarja, ki v prvi vrsti oživlja spomin na tega izjemnega umetnika, ki je plemenil kulturo našega in mednarodnega prostora. Hkrati pa tudi portretira družbene razmere, v katerih je Bravničar dozoreval in deloval. Obenem pa omogoča pogled tudi v njegovo kultivirano in sodoransko družino in odstira delčke njegovega zasebnega življenja. Njegova profesionalna pot je v delu zelo skrbno in obsežno dokumentirana, s popisi njegovih koncertov tako doma kot v tujini, z izbranimi navedki iz številnih domačih in tujih kritik
kritikov in spričevanje njegovih kolegov, študentov in prijateljev. Kljub temu dokumentarnemu gradivu pa je pripoved zelo slikovita, poglavja in pravzaprav celotno knjigo pa nekako intonirajo izbrane misli Dejana Bravničarja, ki se dotikajo vseh plasti njegovega umetniškega in profesionalnega življenja in pedagoškega dela. Začela bi s tem, da poudarim še, da je Veronika Brvar tudi soavtorica dokumentarnega filma TV Slovenija z naslovom Žameta Kardilena, violinist Dejan Bravničar. Tako da se je ob snovanju tega dejansko začelo tudi vaše druženje z Dejanom Bravničarjem. Tako da bi vas vprašala, kako je pač po filmu nastala potem še ta knjiga, ki je tudi vsa prežeta z glasbo, tako vsebinsko kot tudi strukturno, oblikovno. In v čem bi vi izpostavili njen pomen za razumevanje naše kulturne dediščine? Najlepša hvala za tole predstavitev, lepo. Težko je kar kaj dodati še na novo, ampak naj odgovorim na ta vprašanja. Film je nekaj drugega kot knjiga, zaradi tega je bilo potrebno kar nekaj let, pa tudi lahko se tukaj zahvalim gospodovi Spediki Bravničar za njeno pobudo in pa predvsem za tem, da je stala mi ob strani in da je zbirala vso to gradivo, ki je za knjigo nujno potrebno, za film je pa morda potrebno pač malo več posnetkov in vsega tega življenjskega dela, ki ga je takrat, ko je film nastajal, gospod Bravničar že nekako sklenil ta krog svojega umetniškega predajanja. Torej, knjiga je res po svoje eno skorajda glasbeno delo, kajti iz nje govorijo citati gospoda Bravničarja, ki je bil že sam po sebi razmišljujoč glasbenik umetnik, ki ga je ta misel glasbeno nesla, bi lahko rekli, da je poletela, tako muzikalno zvenijo njegovi stavki, morda so včasih malo zabavni, drugič filozofski, ampak kljub vsem imajo ta ritem v sebi, ki je značilen glasbi. Druga plat, zakaj je knjiga lahko tudi glasbena, je sama struktura. Kot veste, vsak, ki se ukvarja z glasbo, je zelo zavezan strukturje, če tega ne bi v bistvu rečemo organiziran hrup, ali pa neorganiziran hrup. In zaradi tega se mi zdi, da je pomembno, da se pove, da je tako zavezana glasbi. In pa seveda sam naslov. Tisti, ki se ukvarjajo z glasbo, ki občudujejo glasbo, zasledujemo lepoto. In zaradi tega je to naslov Vdih lepote. Namreč poustvarjalci dejansko prenašajo vse, kar je lepega v umetnosti, v glasbi, nam poslušalcem, občudovalcem. Se pravi, nam vdihnejo to življenje, ki ga mi sami, laiki, navadniki, pač gledamo partituro, ne moremo zaslišati. In imamo tukaj posrednika. Bralci drugače neposredno ali pa slike neposredno nagovarjajo svoje občudovalce, medtem ko glasba vedno rabi, glasbena partitura rabi tega prevajalca. Za našo sredino, za vsako sredino je zelo pomembno, da imajo tudi poustvarjalci, interpreti svoje mesto. Pri nas je žal to še vedno malo na stranskem tiru, ampak nekako ni v zavesti, kako pomembni so ti pričevalci časa. Kajti oni v bistvu kreirajo, se ustvarjajo skupaj seveda s poslušalci, družbeno klimo. Oni so tisti, ki nekako prenašajo to kulturo v svet, kar se je dogajalo. Tako recimo z Dejanom Bravničarjem stopimo v velike svetove, ne stopimo samo v našo koncertno dvorano, ampak se v svet v njegovih interpretacijah pri nas ustvari. In ti so tudi pričevalci tedanjega okusa, dobe, kam nas bo tudi ta pot v prihodnosti peljala. In zato je zelo pomembno, da gojimo to dediščino. In pač vesela sem, da je Slovenska matica se tega tudi tako lepo za temu posvetila, kajti prevečkrat se zgodi, ravno nedavno lahko povem še za en primer, da morajo pač sami sorodniki
a ne iskati vse posod svoje sogovornike in jih ne najdejo, čeprav so recimo bili ti umetniki zelo navzoči v določenem času. Ta knjiga mora biti seveda lepa, ne smo rekli, že od naslova in do konca. Zaradi tega naj povem, da je to res celostno delo in da tukaj posebej tudi pohvalim oblikovalca. To je gospod Laharna, ki je pač vsako poglavje, kot sem rekla, intonirano z mislimi same vsebine. Je pa hkrati, da vidite, ko ste prelistali, izhaja iz njegovega, se pravi iz portretirančevega inštrumenta, iz violine. Torej, včasih strune zazvenijo skupaj z violino, včasih so pa strune samo en preblisk. Poglavja, lahko jih preberem, tako da ste malo za vtis, kako so naslovljeni te citati njegovih misli, tako da boste tudi videli, o čem knjiga govori. Za preludijo, ki je seveda mora biti pač Piščevo delo, preludij, ki ima tudi podnaslov Uglaševanja. Doma smo imeli nekakšno umetniško situacijo. Značilna njegova, a ne? Dragocena sopotnica za vse življenje. Lahko si mislite, da je to violina, nekakšna. To, da je moj repertoar tako velik, kaže samo na mojo ljubezen do glasbe. Ta se mi zdi ta tehtna, najbolj tehtna misel, zaradi tega je pač prav repertoarju in tem osvetlitvam repertoarja z različnih strani posvečeno več poglavij oziroma več, bi lahko rekli, predelov knjige. Spoznavamo repertoar po njegovi življenjski poti, spoznavamo ga preko apendiksa, kjer so natančno navedene stvari, ki jih je on igral in ki jih je posnel, in zelo bistveno je, se pravi, tudi o tem govorimo. Še eno posebno poglavje, kritikova misel. Torej, kako kritik pregleduje njegov repertoar oziroma kako so ga zaznavali to njegovo interpretacijo. To je tudi tista zgodba, v kateri pravi, to je naša dediščina. Nikdaj je bilo v glasbeni kritiki namreč namenjeno veliko prostora in v bistvu so bili glasbeni kritiki skoraj da literati. Že prej mi je gospod Poljanec omenil gospoda Ajleca, on je bil res tak slikovit mojster in notraj kar nekaj Ajlečovih prebliskov, zelo slikovitih in verjamem, da boste jih se dožitkom prebrali. Se pravi, eno izmed poglavij s temi kritikami sem zadovoljen. Se pa danje nisem kaj dosti oziral, pa tudi strinjal se z njimi nisem vedel. Čar prve izvedbe nič ne more nadomestiti. Torej, to je bistveno za našo kulturo, kajti interpret je tudi tisti, ki prvi uživi delo. Torej, zelo pomembna ta vez z ustvarjalcem, skladateljem. Če je prva izvedba, se veste, zelo slaba oziroma reče prvič, pa nikoli več, ne večkrat je to na slovenskem odru. Potem pa je še en del njegovega življenja, velik del, tudi njegova velika, lahko rečem, tudi ljubezen, ki jo je predajal naprej, namreč pedagogija. In v razredu gospoda Bravničarja je bilo veliko študentov, ki so potem naprej prenašali to umetnost v naše profesionalne sestave, v dva orkestra oziroma v več orkestrov tudi. Ne samo v Ljubljani, se pravi simfonični, RTV, Maribor in pa kot pedagogi. To je tista vez, ki je bila zelo, zelo pomembna in vpliva še danes. Se pravi, njegova misel, njegovo delo je seveda prisotno še danes. In tako on pravi, seveda ste bili vsi vedno bolj, tako prej kot sedaj. In pa seveda imel je številna zanimanja, številne dolžnosti, potem, ko je bil pač uveljavljen glasbenik. In to ga je seveda posebej profiliralo skupaj z triom Tartini. To verjetno do danes, pa tudi danes še lahko rečem, eden najuspešnejših komornih sestavov, ki je gostoval po vsem svetu, izjemno delo, kjer so igrali trije izjemni glasbeniki na violončelu še gospod
in pa na klavirju Ace Bertoncelj. Njegovo drugo, se pravi, pomembno zanimanje seveda je bilo potem na jesen življenja pregledovanje dela njegovega očeta, ki mu je tudi posvetil violinski koncert, oziroma posvetil je njegovemu profesorju Davidu Oesterpu, ampak njegov sin, torej gospod Dejan Bravničar, je ta koncert prvič zaigral in ga tudi ponesel v svet, tako da so ga tudi drugje spoznavali in tudi posnel potem pozneje. Torej, redakcija partitur njegovega očeta je zelo pomembna in zelo pomembne so pa tudi izdaje, ki jih je skupaj s svojo ženo Tiko nekako v samozaložbi pripravil, zato ker se mu je zdelo pomembno, da imajo eno podobo, ki prepriča mladega interpreta, da spozna samo delo tudi drugače, na drugačen način, ne sem tako suhoparno, pa da je skupaj res kot tudi upam, ta knjiga eno umetniško lepo celostno delo. Se pravi, oblikovno, prijazno tamemu interpretu, malemu interpretu in kakor tudi zanimivo za igro. In pa eno izmed njegovih del, ki se mu je pač ni dalo izogniti in je zanimivo, potem, ko ste videli spričevanj, bil je dekan kar 3 mandate. Mi danes verjetno ne vemo, kako je ta potek akademije se vršil ravno, ko je država Slovenija zaživela in je bilo treba iskati mednarodne povezave, nekako dati poseben status. Slovenske akademije ni bila več vpeta v jugoslovanski prostor in je on s tem svojim svetovljanstvom skrbel, da bojo inštrumentalisti dobili prava glasbila in z nenehnimi prošnjami, da naj končno poskrbijo za prostor akademijo. To žal ni uspel, je pa mislim, da veliko pripomogel k temu, da se je ta zavest o glasbilih in tem nekako morda nekje zavestila, no in da tudi je kupil inštrumente, ne samo svoje drage sopotnice, ampak tudi za druge mlade inštrumentaliste, za inštrumente pripravljamo izdelovalcu glasbil, mojstru, kateremu tudi sam hodil v Nemčijo, gospodu Kantušarju, torej za godalni kvartet, je bila potem po njegovem mandatu ta akademija bogatejša. In seveda ne moramo videti knjige, ki jo je sam ustvaril, to so pisma iz Moskve. Kot sem rekla, ta knjiga ne bi tako živo govorila, tako kot glasba, zato se gospodu Dejanu Bravničarju poklonijo njegovi študenti s svojimi zapisi, pa tudi njegovi sopotniki. To sem v uvodu napisala, da si predstavljam kot to glasbeno obliko tombo, ki je tak spomin, oživljeni spomin. In sicer gospa Dubravka Tomšič, ki je z njim, v bistvu, ki ga je poznala od otroških let naprej. Tukaj v knjigi je ena luškana fotografija, ko sta še oba kratkoplačnika, on ima, mislim, da 8-9 let, ona pa še 6, in skupaj sta pripravila prvo koncertno gostovanje po Sloveniji. Od tedaj naprej sta prijateljevala do sklepa njegovega življenja in ga ima seveda v dragocenem spominu. Potem njegov kolega, gospod violončelist Miloš Mlejnik, se mi zdi, da je tudi lepo opisal to prijateljstvo. In pa njegova študentka, gospa Repše, ki je potem, mislim, da vse to ljubezen do glasbe in tudi do nekako navduševanja mladih glasbenikov prelila v svoje delo in naredila ta slavni atelje Tartini, kateremu je tudi gospod Dejan Bravničar podaril eno izmed violin in s katerim tudi nekako živo potem do sklepa, do sklepa življenja. Tako, to je kratka predstavitev. Bi še govorila. Hvala. Ja, najlepša hvala. Je res zelo tehtno, temeljno in obsežno delo z enim zelo dolgoletnim raziskovanjem tukaj zadnje, tako da pa da se boste poglobili v to. Zdaj pa bi nadaljevali z delom Nataše Koncler-Rancuti. To je zdaj prvo izmed naših današnjih leposlovnih del. Gre za izvirni dokumentarni roman z naslovom Senca brez človeka. Najprej samo na kratko predstavim avtorico.
Nataša Kocur-Rincuti je svojo poklicno pot začela kot gledališka igralka, več kot desetletje delala tudi kot gimnazijska profesorica, danes pa je uveljavljena in večkrat nagrajena pisateljica in scenaristka. Izdala je že 20 del za otroke in mladino, ta roman pa je njeno 6. delo za odrasle. Gre za dokumentarni roman. Njegovo izhodišče je dogodek iz časa druge svetovne vojne, iz avgusta leta 1942, ko so nacisti v 2 akcijah v Celju ukradli in na ozemlje Tretjega rajha odpeljali 645 slovenskih otrok. In potem so med njimi približno 30 malčkov, ki so prestali rasne selekcije, vključili v tajno Himmlerjevo organizacijo Lebensborn in od tam so jih potem nemški rejniki vzeli širše. Gre pa za roman o otrocih vojne, ki so, kot je tudi, kot lahko citiram iz romana, postali žrtve miru, za pričevanje o zgodbah ljudi, ki so se znašli v določenih zgodovinskih trenutkih, ki so jih nepopravljivo zaznamovali za vse življenje in pri čemer žal ni izvzet niti današnji čas. Vprašanje, ki bi ga postavila avtorici, pa se nekako navezuje tudi vsaj žanrsko tudi na prejšnjo knjigo. Tudi to delo je nastalo namreč kot nadgradnja filma, dokumentarnega filma z naslovom Zajeti v izviru, Slovenski otroci Lebensborna, režiserke Maje Weiss, s katero je Nataša sodelovala kot scenaristka. In ta filmska struktura je vplivala tudi na romaneskno podobo tega dela, na formo, kar nakazuje tudi podnaslov Film v prozi. Pa bi te prosila, da poveš, zakaj si čutila to potrebo, da po filmu napišeš še roman in kako v njem sobivajo ta stvarna zgodovinska dejstva, ki so pač dokumentirana pričevanja dejansko obstoječih oseb in so podkrepljena številnimi dokumenti, razkritimi fotografijami in obenem romaneskna zgodba, v kateri pa nastopajo literarni junaki. Hvala za besedo, pa za tako lepo predstavitev. Moram povedati, da me je ta tema tako prevzela, da se zdaj že skoraj 4 leta ukvarjam z njo in da je to že drugi roman, ki sem ga napisala na to temo. Čeprav v prvem romanu, ki je šel pri založbi Miš leta 2021 z naslovom Beseda, ki je nimam, sem se osredotočila bolj na ta splošen fenomen, širši fenomen ugrabljenih otrok, kaj pomeni biti ugrabljen, se pravi biti odtrgan od mame, sredi noči, kar na lepem, da gre v bistvu za neko vojaško strategijo, ki jo še danes poznamo, se pravi uničil boš narod, če boš temu narodu vzel prihodnost, tako da jim boš vzel otroke. In ko jaz pravzaprav sem iz filma Maje Weiss, Banditen Kinder, sem tako, v tem filmu sem se prvi srečala s to tematiko in me je tako prevzela, da se nisem mogla več nehati ukvarjati s tem, to je prav strast postala, ker tega nismo vedeli. Mene je predvsem prizadelo to, da tega nismo vedeli. Jaz nisem nikoli v šoli slišala za to, je pa čudno, da nisem zato, ker je šlo za nacističen zločin, se pravi, da tudi nacističnih zločinov niso vseh razkrili. To pa si razlagam tako, da je to se zgodilo zato, ker potem tudi po vojni za te vrnjene otroke, za tiste, ki so prišli nazaj, oblast pravzaprav ni dobro poskrbela, so bili na nek način izrinjeni iz družbe, so molčali, so morali molčati o tem, zato ker so bili malo omadeževani z nemštvom. Oni so bili v Nemčiji pač preuzgajani, politično preuzgajani in niso vzgajali v nemško populacijo. No in tisti roman je čista fikcija, se pravi temelji, prejšnji roman, Beseda, ki je nimam, je čista fikcija, temelji na zgodbi, ki sem si jo zmislila, je pa podkrepljena s tem zgodovinskim fenomenom, ki ga do takrat nisem poznala. Ko je bil pa ta roman napisan, so se mi pa začele šele takrat odpirati pa še nove in nove zgodbe in takrat sem potem začela šele srečevati ljudi, za katere sem prej samo daleč slišala, se pravi tiste, ki so bili pa odtujeni zavedno, skozi program Lebensborn. Za program Lebensborn smo slišali, ko sem brez otrok, da so bile to pač neke nacistične razklojevalnice, kar je pravzaprav ni čisto res.
je govorica, ki je malo žvečljiva, skratka, da so šlo za neke bordele, kjer so oplojevali izbrane ženske, so jih oplojevali, so jih SS-ovski oficiri, ki so bili tudi izbrani. To ni res. Lebensborn je bila organizacija, ki je pomagala ki je bila v bistvu neke vrste materinski dom, ampak to pa res samo za izbrane ženske. Se pravi, ni mogla vsaka nosečnica, ki ni bila poročena, priti roditi v Lebensborn, ampak so velik del teh prosilk zavrnili. Lahko so prišle roditi samo tiste, ki so zanosile s pripadniki večinoma SS-ovske skupnosti ali pa vsaj režimsko zvestih in pravilno raščenih, skratka arijsko neoporečnih Nemcev. In tudi one so morali imeti ne vem kdaj do 1800 nazaj čiste korenine, se pravi nobene judovske ali pa slovanske krvi v sebi. Tako se je to začelo in ustanovitelj je bil Himmler in potem, ko je videl, da prirast sredi vojne, ko moških ni bilo doma, ni bil dovolj dober, da bi se arijska rasa toliko povečala, da bi lahko zavzela svet. In se je domislil, da bi bilo treba pa zdaj pri teh narodih, ki še niso tako zelo nizkotni, recimo med Slovani bi se dal najti še kaj, kar je malo germansko, pa kar saj izgleda germansko, se je začel s krajanjem otrok. No in pač, potem sem pa začela srečevati resnične otroke na snemanju, z Majo smo potem se zmenile po mojem romanu, da bomo naredile film prav o otrocih Lebensborna. In takrat se je pa začel odpirati in si šel nekam, pa si srečal še nekoga, pa si se v Nemčiji, tam, kjer je bil ta dom, si ugotovil, da tam živijo tisti otroci, ki so ostali po vojni, ko so bili ti domovi osvobojeni, ki so tam ostali, pa niso vedeli, kdo so, pa čigavi so, pa so jih kar razdelili tam okoliškim kmetom. Skratka, nujno se mi je zdelo, da po vsem tem napišem še dokumentarni roman, prav dokumentarni, v katerem so resnične zgodbe, točna zgodovinska dejstva, resnična pričevanja, čisto nobena stvar ni izmišljena, razen osrednje zgodbe, v kateri sem si izmislila zgolj situacije. Se pravi, izmišljene scene so. Vsa razkritja, pa vsa dejstva, ki so v teh scenah počasi ilustrirana, so pa resnična. Tako da nekaterim ljudem sem zamenjala imena zaradi še žive prizadetosti, ampak so se vsi strinjali. Tako da v bistvu smo imeli tudi kar dosti dela pri korekturah tega romana, ker smo morali pridobiti čisto vsa dovoljenja vseh nastopajočih likov. Na začetku so liki napisani po vrstnem redu, tako malo v takih sklopih po družinah, ker jih je ogromno in se prepletajo njihove zgodbe. Tako da vsak bralec lahko gre nazaj pogled, kdo je že to. Poglavja pa v bistvu sploh niso poglavja, ampak so scene, tako kot kadri. Mogoče samo še malo bolj podrobno predstaviš to srednjo zgodbo, ki je v bistvu nekako zelo sorodna in povezana tudi z zgodbi Ingrid van Olhafen, ki pa jo že smo v Sloveniji prej poznali. Ta, ki si jo pa ti v bistvu zdaj razkrila ob tem, ko si iskala vse te dokumente, je pa pravzaprav nova, je pa čisto neko novo odkritje. Ja, sem jo v bistvu jaz odkrila in sem jo razkrila tudi potomcem teh dveh zamenjenih dečkov. Gre za dva zamenjena dečka. Ingrid van Olhafen smo spoznali v Sloveniji že v 2016. 16 je šel prevod njenega avtobiografskega dela, ki ga je napisala skupaj z enim angleškim avtorjem, Timom Tatom. Ona je slovenski otrok ukraden v Celju v tej akciji, rojena kot Erika Matka v Rogaški Slatini, zamenjana. Se pravi, starši so izpustili iz zbirnega taborišča in dali drugo deklico, ki je potem dobila njeno ime, je dobila ime Erika Matko in pravo Eriko Matko so pa pred Lebensborna germanizirali in je bila zavedno Nemka, Ingrid van Olhafen, ampak nikoli posvojena, nikoli v resnici sprejeta v nemško družbo, državljanstvo si je morala kupiti in kdo pa je pa ugotovila, ko je bila stara že 60 let, po mukotrpnem življenjskem iskanju, kdo sploh sem, zakaj me nobeden ne mara, zakaj so me starši dali v sirotišnico, rejniki so jo dali v sirotišnico, so se celo življenje otepali. Priimek si je morala kupiti, da je sploh lahko von Olhafen v Nemčiji. Skratka, pri 60-ih ugotovila, da je bila rojena v Sloveniji in da je bila ukradena. In potem je bilo to eno tako olajšanje, na kar je ugotovila, da v Rogaški Slatini živi
Erika Matko z njenim rojstnim datumom in to je bilo potem razkritje pač te zamenjave. In jaz sem mislila, da je bila to edina zamenjava, na kar skozi vso to raziskovalno pot, ki je bila nora, to je bilo noro, mislim, kaj sem jaz vse srečala ljudi, ki so molčali celo življenje, ker so bili tako šikanirani. In našla še enega zamenjanega dečka. In sicer starše so izpustili, to je bil Valentin, tukaj nastopa pod imenom Valentin B. Ime je pravo, priimek je začetnica prava, nisem pa hotela celega priimka, ker so pač svojci zdaj tako prizadeti, da se ne da povedati. Valentin B. Vzeti staršem, starši izpuščeni, dobili drugega dečka, ga nesli domov, mu dali ime Valentin B. Se pravi, ni bil niti posvojen, samo zamenjan. Pravi Valentin B. je šel skozi celo to proceduro v Lebensborn, ampak ker ni bil rasno dovolj fin, je bil malo bolj lehen, drobčken, to so bili pač zanemarjeni otroci, so ga vrnili po vojni v Slovenijo in je pristal v sirotišnici v Celju. Starši je imel pa pripolzeli in jih nikoli najdel. In unik je pa živel pod imenom Valentin B, pa nikoli ni vedel, da on to ni. Skratka, to sem zdaj jaz odkrila in otrokom tega Valentina B, ki ni bil Valentin B, povedala, da njihov oče ni bil Valentin B. Postavila sem tudi tezo, kdo bi lahko bil, ampak nisem jo pa dokončno potrdila in je to v romanu tudi ostalo. In to je osrednja zgodba, ki se razkriva skozi te, kot sem rekla, izmišljene situacije, mislim, čisto popolnoma romaneskne situacije. Ja, hvala lepa. Mislim, da smo s tem spodbudili dovolj zanimanja za to delo. Zdaj pa bi nadaljevala z tretjo knjigo, ki jo danes predstavljamo. To je prav tako roman, s tem, da gre v tem primeru za prevod. Sorodno ima je to, da v bistvu oba govorita v istem času, tudi ta roman prevodni govori o času druge svetovne vojne. Napisala ga je francoska avtorica madžarskih korenin, Kristin Arnouti, naslov ima 15 let in nočem umreti. O njem bosta spregovorila prevajalec Marjan Poljanec in Ignacija Friderjac, ki je pisala spremno besedo. Zdaj najprej samo kratka predstavitev prevajalca. Marjan Poljanec je uveljavljen prevajalec iz francoskega, ruskega, srbskega, hrvaškega in delno tudi poljskega jezika. Med njegovimi pomembnimi prevodi so dela Bulgakova, Nabokova, Nervala, Dostojevskega, Berberove, Ulicke, Čehova in drugih. Leta 1998 je za svoje vrhunsko prevajalsko delo prejel Sovretovo nagrado za prevode del Nervala, Dostojevskega in Nabokova. Že pred časom je pa sprejel ponudbo založbe Modrijan, da prevede to delo. Te avtorice, ki je bila pri nas neznana, svetovno je bila pa zelo uspešna. Pa da zdaj še samo na kratko povem nekaj besed o njej. Rodila se je v Budimpešti leta 30 v intelektualni družini. Preživela je obleganje Budimpešte med drugo svetovno vojno. 3 leta po vojni je preživela odmaknjeno z družino v Blatnem jezeru, potem pa so leta 1948 prebegnili v Avstrijo in v 50 letih je potem sprva objavljala v madžarščini. Leta 1954 je pa za svoj prvi v francoščini napisani roman, in to je ta, ki ga danes predstavljamo, prejela prvo nagrado pariškega dnevnika Le Parisien Libéré, nagrada Velika resnica, tako. In s tem se je začela njena uspešna pisateljska kariera, potem svetovno znana. Pa bi najprej vprašala gospoda Poljanca, kako ste pač vi prišli v stik s tem besedilom in kako ste potem ob prevajanju doživljali to besedilo 15-letnice, ki je skrita v neki kleti meščanske hiše v Budimpešti, ob soju goreče z oljem prepojene vrvice pisala opise tega mučnega vsakdanjega življenja in kako se je to odražalo potem tudi v slogu in pri vašem prevajanju? V stik sem prišel pri Modrijanu, mi je takratni urednik Aleš Ovčakar ponudil tole prevod, češ da je to nagrajena proza in sem sprejel. Potem pa, ko je Modrijan se likvidiral,
pa je nekaj naslovov prišlo do Slovenske matice in med njimi je bil ta sprejet, tako da je zdaj prišel na svetlo po 6 letih, za kar se lepo zahvaljujem celotni Slovenski matici, posebej pa gospe Ignaciji, ki je tudi napisala zelo tehtno spremno besedo, ko mi je rekla, če bi jaz to napisal, sveko, da jaz tega ne znam odkriti povedano in je tako je prevzela to nalogo spremne besede. Pravzaprav je Kristin začela pisati že prej, že pri 8 letih je napisala zgodbo o svojem stricu, mislim, da v francoščini, ker mati jo je zelo spodbujala k učenju francoščine. Mati je bila, oče je bil profesor grščine in latinščine. Že pri 8 letih torej je napisala zgodbo o svojem stricu, ki je živel s svojo ženo tam nekje zunaj Budimpešte na Gričku in sta se strašno rada imela. In gospa teta, ta njena teta, je tudi igrala klavir in ji je potem pred smrtjo povedala, da klavir zapušča njej. In ta klavir je potem pristal pri njih v tej meščanski hiši. Kristin z nekim takim otroško prostodušnostjo pove, da je bila edina vesela novica, ki jo je slišala v tistih 2 mesecih v kleti, to, da je klavir predala neeksplodirana bomba, ker ni marala vati. Ni edina. No, potem je pa pri tem žarenju te vezalke, namočene v mast, pisala, kaj se je dogajalo. Bila je zelo bistra. Za tista leta je imela 15 let, prezgodaj dozorela umsko, ne vem, kako je bila drugače. Predvsem umsko, znala je 3 jezike, madžarsko, nemško in francosko. Tako da bi rekel, da je bil to res en komet, ko je postala rokopis po leta 1994, je postala rokopis na ta časopis francoje pariški, je bil to res komet, ki je prišel z vzhoda in je pustil na francoskem nebu bleščečo sled. In ta komet se imenuje Kristin Arnauty, to je pa rekel njen mož, njen poznejši mož, ki je bil takrat urednik tega časopisa, Godbel Može. Bila sta oba poročena, ona je imela takrat tudi že deklico, on 2 sinova in sta se šele po 10 letih lahko poročila. In to je pisala tudi leta 2008 v nadaljevanju svoje avtobiografije Kanibalska leta. Kako njen stil je zelo različen, ni prav izdela, bere se pa zelo hitro. Vsi, ki so prebrali tole, zdaj moj prevod, pa tudi prej, ki so ga brali še v francoščini, so bili navdušeni na tem tekstu. Upam, da bo tako tudi sprejet pri drugih bralcih, pri Slovencih. Zakaj je tako pozno izšel? Tudi to je vprašanje pri nas. Od leta 1954 do leta 1923, to je kar na hitro računa, nekaj desetletij. To so različni razlogi, verjetno. Ja, saj prav to je pa bilo vprašanje, ki se ga pa hotela postaviti Ignaciji, ki je pisala spremno besedo. To knjigo lahko tematsko seveda primerjamo z dnevnikom Ane Frank, to je na prvi pogled očitno, čeprav obstajajo med njima pomembne razlike. Tako da bi prosila pol, da tudi še o tem kakšno besedo rečem, ampak predvsem je pa zanimivo to, da je to delo postalo mednarodna uspešnica, prevedena v 23 jezikov, v več državah celo obvezno šolsko čtivo, pri nas pa je bila popolnoma neznana. In zato me zanima, kakšna je bila recepcija tako zunaj in pri nas in v čem bi pač rekla, da so razlogi, da je ta znani roman v slovenščino bil preveden šele zdaj.
Ja, hvala lepa za besedo in seveda hvala prevajalcu, da mi je zaupal, da sem lahko napisala to spremno besedo, ki me je seveda branje te knjige me je izredno ganilo. Gre za čas od decembra 1944, ko Rusi začenjajo osvobajati Budimpešto, nemške sile pa se izrazito zelo močno branijo. To je bila ena najpomembnejših strateških točk, ker je seveda bila potem pot do Dunaja in naprej odprta. In zaradi tega so se od decembra, tam nekje okrog Božiča, mislim, da 26. december, pa do februarja, do sredine februarja odvijali grozoviti boji, zlasti za naselje Budim. Po Pešti so Rusi hitro prodirali, ker je seveda bolj ravninska, medtem ko so ti boji za Budim bili katastrofalni. Nekaj od tega seveda pričuje tudi sama fotografija na naslovnici. Ljudje so se večinoma zatekli v kleti, v razna zaklonišča in tam prebili dobesedno skoraj da brez vode. Bila je huda zima, v hudem mrazu, brez hrane seveda, ob množici trupel in neprestanem bombardiranju, streljanju in seveda strahu pred smrtjo. In v tem prostoru se potem znajde kar neka kopica ljudi, ki jih avtorica izredno zanimivo tudi slika, karakterizira, prikazuje, kar pričuje res o tej njeni izredni zrelosti pri 15 letih, kako groteskne postajajo vse te podobe odraslih v kleti in med njimi je seveda tudi svetla figura duhovnika, ki z njimi vendarle opravlja vse obrede in so opisani tudi odlomki, ko se avtorica sprašuje, kako ohraniti tudi voljo do življenja, kako ohraniti vse te svoje etične vrednote, katerim so jo učili njeni starši. In po drugi strani pa seveda ob grozotah, ki jih je uprizorila nemška okupacija vsa ta 4 leta, v tem obdobju slika že tudi to spremenjeno podobo težko pričakovanih zmagovalcev Rusov. Namreč naj preberem samo en odlomek, ki je zelo izrazit. Pričakovali so jih z odprtimi rokami, s tem, da bodo končno odrešeni vsega zla in bolečine. Zmagovalci pa so jim prinesli seveda novo veliko bolečino. To so bila množična posilstva, ubijanje ljudi, ki so se kakorkoli uprli in naj preberem ta odlomek. Brž, ko se je znočilo, so prišli Rusi. Hoteli so dobiti moške za čiščenje mesta. Oče je ravnokar odšel po vodo. Gospod Radnaj je odkimal. Ne grem, je rekel po rusko, ker je znal nekaj besed. Od pogovora smo razumeli le kretnje. Rus je začel kričati. Gospod Radnaj je odgovarjal z mirnim glasom. Nazadnje je vojak, ves zaripel od jeze, potegnil revolver in ga do zadnje krogle izpraznil v trebuh našega tovariša. Potem opisuje seveda tudi prizor, kako so posilili 73-letno staro, kako so se nad mladim dekletom zneslo 5 ruskih vojakov. In avtorica je dejansko rešila ta ogenj namočen na njim. Ker je ob njej pisala, so se enkrat vneli njeni zelo dolgi kodri in potem je seveda ostala tako rekoč skoraj brez las in bila povsem podobna fantu. In iz romana je razvidno, da je to najbrž rešilo vse njene lepoti. Skratka, že teh nekaj indicov, ki sem jih zdaj tukaj navedla, govori o tem, zakaj pravzaprav mi najbrž o Christine Arnotin nismo ničesar slišali. Prvič, bližina iskanja Boga, bližina vere, iskanje tistega, kar vendarle vrača človeku voljo do življenja. Ob vsem pričevanju grozovite volje do moči, ki se znaša nad njim in ga dela majhnega.
In na drugi strani seveda prikazovanje ruskih zmagovalcev, ki najbrž ni ustrezalo jugoslovanski komunistični stvarnosti, kot tistih, ki so prinesli novo bolečino, žalost in seveda zlo. In to se mi je tudi, kakor navajam v spremni besedi, sta zdela nekako glavna dva argumenta, zakaj najbrž o Christine Arnauti kljub njeni svetovni slavi nismo slišali ničesar. Našla sem eno malo novičko, kjer je nekoč Marjeta Kajzer Novak zapisala, da je obiskala rodno Budimpešto. Tako da to je bila ena redkih omemb. In upam, da je prevod tega njenega romana pravzaprav tudi ena izmed teh poti k resnici, k pričevanju o tem, da moramo ohraniti voljo do življenja, ampak ohraniti moramo predvsem voljo do resnice. V vsakem trenutku, tako glede na preteklost, kot tudi seveda sedanjost in prihodnost. Hvala lepa. Mislim, da tukaj ni kaj dodati. Tako da zdaj pa prosim, da pa kar Ignacija prevzame besedo in predstavi še zadnjo knjigo, ki je danes na sporedu. Ja, kot sem že rekla, nikakor zadnja, ker je išla v matičini ugledni zbirki Mozaiki. Naj povem, da Slovenska matica je imela vrsto seveda različnih knjižnih zbirk v vseh svojih skoraj 160 letih delovanja, da pa ni imela pesniške zbirke in da smo leta 2019 zasnovali zbirko Mozaike. Prva v njej je šla pesniška zbirka Braneta Senegačnika, ki je tudi prejela Prešernovo nagrado, za katero je prejel nagrado Prešernovega sklada. No, kot 6. zvezek zbirke Mozaikov pa pesniška zbirka Miljane Cunta. Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo. Miljane Cunta najbrž v prostorih Slovenske matice ne gre posebej predstavljati, bila je skoraj 2 leti, leto in pol, urednica Slovenske matice. Naj se na tem mestu iskreno zahvalim, ker je nekako nadomeščala tisti čas, ko sem bila odsotna, in to moram reči, da zelo, zelo uspešno. Prav tako je ne gre predstavljati kot pesnice. Namreč Miljana Cunta je zaslovela že svojim prvo pesniško zbirko Veronika Šoster, ki je k tejle naši zbirki, nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo, napisala spremno besedo, je celo zapisala, da nas je Miljana začarala že svojim prvencem. In tako Miljana seveda čara svojo pesniško besedo tudi naprej. Izjemno, pred seboj imamo izjemno pesniško zbirko, ki priklicuje točno to, kar smo govorili predhodno, ki priklicuje preteklost, priklicuje spomin za to, da nas uči, da brez naših korenin, brez rasti iz tistega, kar smo dobili od vseh, ki so morda tudi že preminuli, ne moremo nekako ne izgovarjati in ne živeti naše prihodnosti. Pesniška zbirka se začenja s smrtjo. Prvi vers se glasi, kako so molčale kale in pelargonije. Skratka, vers, ki govori o tem, da bi kože, ki bi morale dišati, da so brez vonja, brez tiste čutnosti, o kateri govori Proust ob svojih Magdalenicah. Takih referenc in seveda dialogov in tudi ugovorov svetovni književnosti in različnim odlomkom in svetovne književnosti je v Miljani pesniški zbirki še kar nekaj. Vsekakor naj povem, da je opremljena tudi z ilustracijami Alenke Sotler, Dva pava, ki jima je Miljana namenila tudi posebno pesem. Ptica, ki pričuje o letu, ki pričuje o svobodi, ne nazadnje o svobodi besede, ki pa pričuje v tem našem, bi rekla, času, ki je na nivoju religioznega izgubil vse presežno, vendarle pričuje tudi o tem, kar je nad človekom.
Ptica je tista, ki se dviga v nebo. In zdi se, da z Miljanino pesniško zbirko to izgubljeno religiozno presežo nadomešča pesniško, več pa avtorica sama. Seveda mi je zelo nerodno zdaj ob teh besedah, kot mi je tudi vedno, ko govorim o svoji poeziji, ampak iskreno in še enkrat, kot sem se že pred 2 tednoma, se zahvaljujem Slovenski matici in dr. Ignaciji Frideljak, najprej za povabilo, da to knjigo izdam v tej ugledni založbi, v tej čudoviti zbirki, in na to tudi za zelo, zelo subtilno in strokovno uredniško delo od začetka do konca, kar je gotovo razlog, da je knjiga res po mojem mnenju zelo lepa. Zdaj o pesmih težko karkoli rečem, no veliko sicer smo že nadihnili, nekaj je izpostavila že Ignacija. Mogoče bi samo z vami delila eno okoliščino, ki je predhajala pravzaprav nastanku te knjige. Pesmi so sicer nastajale že, ne vem, vsaj 10 let v osnutkih, ampak temu zgoščenemu pisanju, recimo, ki se je odvilo v nekaj mesecih. Znašla sem se na razpotju, ko sem se morala govoriti na vprašanje najprej, čemu poezija danes, in drugo vprašanje, kakšna naj bo poezija danes, kakšno poezijo naj jaz pišem. To vprašanje se je pojavilo z vso nujnostjo in zdelo se mi je, da preprosto ne bi mogla nadaljevati tega svojega ukvarjanja s poezijo, ne na intimni ravni, ker pisala bi najverjetneje še naprej, ker je to del mojega obstoja v svetu, ampak gre bolj za obstoj v javnem prostoru kot pesnica, kot ustvarjalka. In zdelo se mi, da moram na to vprašanje najti nek odgovor, nek prepričljiv, intimen odgovor, preden se odločim, da bom s pisanjem nadaljevala. Namreč pisanje poezije zahteva celega človeka, tukaj ni odpustkov, in če je esenca dvoma že na tej načelni ravni, potem mislim, da dobre pesmi preprosto ne morejo nastati. Čas, ko sem premišljevala o tem vprašanju, je bil čas branja. Brala sem ne samo poezijo, ki me je navdihovala, ampak tudi poezijo, ki me je mogoče malo manj navdihovala, da bi videla, kakšen prostoru živimo. Predvsem pa sem veliko brala razmišljanja avtorjev in avtoric od antike naprej, ki so si postavljali zanimivo isto vprašanje. Tako da poezija je bila vedno pod nekim takim temeljnim, eksistencialnim preizpraševanjem, s tem ontološkim dvomom vpisana v človekovo zavest. Nujna, ampak s tem majhnim vprašanjem zraven. Ti eseji zelo raznolikih avtoric, v glavnem pesnic in pesnikov, tudi filozofin in filozofov, ki so odgovarjali ne analitično, konceptualno, ampak preko svoje lastne izkušnje. Veliko bi lahko o tem povedala, ampak če skrajšam. Prišla sem do zaključka, da je poezija nujna, da je poezija nujna v vsakem času, da pravzaprav dopolnjuje eno naše siceršnje umsko delovanje, razmišljanje, preizpraševanje, da je poezija to, kar je v človeku človeškega. Podobno so na to vprašanje odgovarjali Octavio Paz, Kathleen Raine, tudi Platon na svoj način, čeprav skeptičen do te realitične poezije, pa vendarle naklonjen poeziji, ki dviga duha. Potem tudi v drugih medijih, recimo, kjer je poezija prisotna ne kot zvrst, ampak kot način razmišljanja. Recimo Andrej Tarkovski v svojih razmišljanjih govori o poetičnem filmu, o tem, kako je poetično pravzaprav in umetnost kot taka orodje duhovnega iskanja pri človeku. Skratka, vse to sem nekako brala, si izpisovala, premišljevala in na tej ravni in tudi osebno, intimno, to je šlo nekako z roko v roki prišla do tega spoznanja, ki mi je bilo, moram reči, zelo všeč, ker bi težko potlačila to željo po pisanju. Od tu naprej so se pa pojavila bolj konkretno vprašanje, kako organizirati življenje, da lahko pišeš poezijo. To je tudi zelo pomembno vprašanje danes, ko
Ja, ko pravzaprav je poezija ukradeni čas. Ukradeni čas v vseh ozirih. To je čas, ko ne počneš pomembnejših stvari. Tukaj je zanimiva ena anekdota, veliko sem opravljala različne poklice, ki so bili zahtevni in poezija je bila vedno ta čas po noči, pa čez vikende, pa vedno sem se izgovarjala, ko sem pisala pesmi. In se spomnim enkrat, ko me je poklicala mama in rekla, zakaj pa ne pridete na obisk, na Primorsko. In jaz sem takrat rabila nekaj prepričljivega in sem rekla, veš, prevajam. Ne pišem, ker pisanje pesmi to res ni izgovor, da ti ne moš priti na obisk. In takrat sem nekaj prevajala, če pa prevajaš, to je pa denar, to pa nekaj prostega. In takrat sem se zamislila, kje ta poezija je na seznamu mojih prioritet. Nikjer je ni bilo, ampak zame je bila pa najpomembnejša stvar v življenju ob mojih otrokih. To je bil moj kisik. Ta knjiga je nastajala v enih takih okoliščinah, tako je nekako nanesla v življenju, da sem se ji lahko posvetila. Da sem nekaj mesecev res postavljala pisanje teh pesmi, ki so v osnutki že obstajali, na prvo mesto. To je bilo za nekaj čisto novega, zato ker sem lahko najboljši del dneva namenila poeziji, tudi priznala sem ljudem, da pišem knjigo. Za mnoge sem bila čudakinja, ampak tako sem bila že itak prej. Ti ključni moji najbližji pa so me v tem zelo podpirali. To je bilo tudi ključno. Potem je prišlo povabilo Ignacija. Skratka, eno notranjo gotovost sem imela, da je prav, da je dobro in da moram to knjigo napisati. To je bilo novo občutje. Potem so se začela formalna vprašanja in če skrajšam, ker smo že mogoče res dolgi, potem se je pojavila cel kup vprašanj, kakšno poezijo pisati za današnji čas, ker človek vendarle, če je čisto iskren s sabo, potrebuje bralko ali bralca. To, da pišeš za lastni predal, lahko pišeš za lastni predal, ampak to so pesmi, ki niso doživele svojega življenjskega cilja, ki so tam, nesrečne. Pesem želi biti prebrana, to je opisano v njeno genezo, želi si biti prebrana in želi si biti pravzaprav ta most, ki pelje onkraj nje do tistega, kar je človeka nagovorilo, da jo je sploh začel pisati. Take pesmi sem želela pisati, pesmi, ki bi jih ljudje brali in potrebovali. Kako pisati v tem času? Naj zrcali poezija čas, naj se mu zoperstavlja, ki je ta prava meja, da vendarle govoriš z govorico tega časa, da nagovarjaš te ljudi, hkrati pa da ne žrtvuješ neke tudi svoje notranje vizije in vrednot. Kar se je porodilo, je ena taka forma, za katero bi rekla, da je na videz preprosta. Stremela sem k nekakšni preprostosti, o kateri je slikarka Agnès Martin, ameriška umetnica, nekoč rekla, da je preprostost ni nikoli preprosta. In dejansko sem želela priti v to preprostost, ki je spodaj, pod eno dolgo potjo samospraševanja, razmišljanja o formi, o strukturi, o jeziku, ampak da je na neki ravni vendarle razvidna, dostopna. Kathleen Rain, še ena avtorica, ki jo zdaj spoznavam, platonistka, pesnica in tudi intelektualka, je napisala, da navdihnjena poezija ni nikoli zapletena. Tudi če ima potem cel kup nekih znotraj literarnih referenc, da je bogata v tem smislu, da zahteva poznavanje, ampak vendarle mora biti dostopna tudi brez vsega tega. Jaz se nanašam seveda na zelo veliko stvari, tudi znotraj sveta literature, ampak želela sem se na tak način tako vključevati verze, misli, da so bili zliti s tem sporočilom, da je to sporočilo bilo kompaktno, živo in napisano na tak način, da bi ga bralec veseljem prebral, pravzaprav. Potem, če je želja raziskovati tudi te reference, je to dobro, ampak želela sem, da je na te ravni ta poezija, kot bi rekel, Platin, preprosta. Da zahteva en preprost pogled, en čist pogled, kakršnega pa je zmožen človek, po mojem mnenju, v vseh časih in krajih, tudi v današnjem, ko je zelo veliko tega nekaj cerebralnega v tem smislu.
domislic in tudi duhovitosti. In še zadnja misel, za razliko od mojih 3 zbirk, kjer so tudi na nek način navzoče osebe, kraji, situacije iz mojega osebnega življenja, tudi zelo neliterarne, kot so gospodinstvo in družina, to so te teme, ki ne vemo še, če sodijo v poezijo ali ne. Je tukaj mogoče več te propustnosti za te druge zgodbe, za te druge ljudi, ki sem jih seveda skozi filter lastnega doživljanja, lastnega spomina vključevala v verze. In tukaj se pojavlja čisto etično vprašanje, kako pisati o ljudeh, o drugih ljudeh, ki ti niso dali svojega privolenja. Jaz sem pisala že o svoji noni, prejšnji knjigi, in tukaj je veliko teh ljudi. In imela sem, to je bila druga blokada, poleg tega, če bo poezija, ali smem pisati o teh ljudeh. Bi jaz želela, da kdo o meni piše. To je bila ena hudo, eno veliko vprašanje, na katerega sem se tudi morala odgovoriti. Seveda sem spraševala tudi bližnje, tako. Potem sem se odgovorila s tem, da je pravzaprav važno, kako govoriš. Jaz bi želela, bi dopustila, če bi iz tega nastala umetnost. Se pravi, nekaj zelo subjektivnega, nekaj zelo intimnega, ampak ko greš skozi, prideš pa do skupnega. In pisati o teh partikularnih usodah na način, da greš samo skozi neke konkretnosti v nekaj, kar je skupno. In Denise Levertov je rekla, da ravno v teh najglobljih globinah smo si pa najbolj podobni. Tako da s to mislijo bi zaključila svojo predstavitev in se še enkrat zahvalila Ignaciji in Slovenski matici. Ampak, draga Miljana, če te imamo danes tukaj, prosim, da morda predno predamo besedo publiki, vendarle deliš z nami svojo pesem. Prevolala ena, ki je se zadnji hip pretihotapila v zbirko in je Nada Šuvenilek preverila, zato ima tudi eno napako. Edina. Tako, mogoče te lahkotnosti, če rečem. Pilot. V sosednjem stopnišču živi pilot. Kot bi bil eden izmed nas, ureja okolico, nakupuje, ob nedeljah čisti avto, ima družino in nekaj časa zase. A v nekem trenutku izgine, kot bi se pogreznil v zemljo in vrsto dni ga ni na spregled. Nihče nikdar ne ve, sredi katere noči vzleti in kam. Nihče, daj bo spet nazaj. Vsakič znova zastavljeno vprašanje nas bega in vznemirja, zato se zamišljamo, ugibamo. Kako je vstopiti v začasno bivališče, pustiti za seboj tla in se dvigniti do zvezd? Biti varuh tolikih življenj, spominov, sanj, želja, jih v zraku ohranjati v zavedljivem ravnotežju, ne pustiti, da se kdaj nagnejo v smer strahu, sam, sredi izpraznjenega neba, držati smer. V gosti noči, ko večina mirno spi, razbirati zračne hodnike, omotane v zlato runo zvezo, prepoznati nevidni smerokaz in se držati svetlih cest. Utišati srce sredi turbulenc, ne trzniti med votlim padanjem navzdol, zaupati v milosten dvig. In v nekem trenutku napovedati nepredstavljiv mraz, vrtoglavo tišino in koordinate nekega drugega prostora in časa, hladnokrvno in spokojno, kot nekdo, ki razume jezik sam. Daleč zadaj, če sploh še kje, nek dom, med začetkom in koncem vse možnosti odprte. Poljubnost izobilja, razen misli na pristanek in te dlani, ki pridržujejo vse, kar se počasi zlaga v pot. Kako je gibati se dostojanstveno, kljub teži plovila predano in lahkotno in naposled, ko se na skrajnem robu modrine zasveti kopno, oddahniti si. Kot takrat, ko ob posebej blagih večerjih pripotuje pesem z enega na drugi breg Cena.
publiki, izvolite, vaše vprašanja bodo vsekakor dobrodošla. Danes imamo tukaj avtorje, tako da pripričana sem sicer, da nismo povedali vsega, ampak ne vidim, da bi kdo želel kaj vprašati. Kar nekaj, vse tri knjige izmed teh, ki smo danes predstavljali, smo že predstavljali tudi na literarnih večerih. Naj povabim še posebej na literarni večer danes ob 6. uri, ko bomo veliko podrobneje, seveda tudi za pričevalko iz Nemčije, predstavili roman, dokumentarni roman Nataše Konc-Lorenzuti Senca brez človeka. Dovolite, da se seveda za zaključek zahvalim najprej urednici teh knjig Zariki Snoji Vrbovšek, ki je z veliko skrbnostjo in ljubeznijo sodelovala z avtoricami oziroma s prevajalcem. Dovolite. Hvala Veroniki Brvar za njeno zelo subtilno prikaz in priklicovanje lepote, ki pa ga ne bi bilo brez gospe Dike Bravniča, ki je danes tukaj z nami. In res iskrena hvala, da ste prinesli ta predlog na Slovensko matico in tudi na tak način v naš prostor vdihnili lepoto. Hvala Nataši Konc-Lorenzuti. 2 leti nazaj, mislim, je tega, kar smo se srečali in mi je pripovedovala o svojem filmskem projektu in takrat sem videla iskrice v očih obeh, da iz tega mora nastati roman. Zato mi je tako zelo dragocen. In tudi zato, ker je ganljiv in presunljiv. In moram reči, da sem, kar je redkost v zadnjem času, v vseh 4 knjigah, ko sem pri njih sodelovala ali jih brala, jokala. Morda je to preveč iskreno za ta trenutek, ampak govori o iskrenosti vseh teh 4 besedil. In seveda hvala Marjanu Poljancu, da je bil pripravljen sodelovati tudi s Slovensko matico in da je še enkrat pokazal vso svoje mojstrstvo, da se res roman ali pa avtobiografija Kristin Arnoti bere in prebere na dušek. Hvala Miljani za vse, kar je že naredila za matico, kar je naredila tudi svojo knjigo, nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo, ki je že doživela take odzive, kot je odziv naše Mance Košir, ki je zapisala: nežno tkanje iz zračnih niti in spominov je milo lepa, nova pesniška zbirka Miljane Cunta. Knjiga vredna nagrad za odlično poezijo. Upam, da bodo nagrajevalci tale stavek slišali. To so bile knjige, ki so na nek način knjige Slovenske matice, ki se upirajo današnjemu času. Upirajo času, kolikor vse bolj prisega na sofistiko. Sofistika današnjega časa je povsem enaka kot tista v antiki, ko se je laž, kakor je rekel Platon, prodajala za resnico. To so knjige, ki resnico priklicujejo. Zato jih berite in lep dan.